Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je sobota, tada naj bi delala true crime video. Ampak bom danes delala en video, ki je najbolj zaželen na mojem kanalu, poleg room toura pa kakih true crime video. You are not ready. Ok, danes bom govorila o mojih paranormalnih izkušnjah. Tega videa sem se zdaj izogibala, odkar delam slovenske videe, pač ko sem objavila prvi slovenski video, so mi začeli ljudje komentirati po tistem, prosim naredite v slovenščini, vsaki teden dobim vsaj eno sporočilo, prosim posnami tvoje zgodbe o duhovih v slovenščini, prosim. Zakaj sem se izogibala tega videa? Zato, ker je to ena taka tema, ko ali verjameš, ali pa ne. In če ne verjameš, je dosti ljudi ful sovražnih in ful nesramnih do tebe, tisti, ko ne verjamejo. In pa tudi pač moji doma so mi rekli, naj tega ne delam, oziroma pač ne da naj tega ne delam, ampak pač naj ne posnamem v slovenščini, ker se mi zdaj pač skrbi, da bom dobila ful hejta po to. Kar sem ga itak že, ampak realno se meni zdi zanimive zgodbe, pač če ne verjamete v to, ok, pišite spodaj, če boste pisali spodaj, bom vsaj imela material za reacting to my hater comments video, tako da go for it. Drugač pa pač vseeno je zanimivo, da lahko poslušate tudi, če ne verjamete. Pač meni se zdi, da v to začneš verjeti, ko se ti srečaš s tem, nič kaj prej. Torej, gremo. Malo backstoryja. Jaz že od malega sem imela take čudne soočenja z nekimi duhovi oziroma nekimi nesencami, ampak svetlobo, kar je ful čudno. In ja, pač to že bilo od malega, tako da meni to bilo nič kaj nenavadnega, ko se včasih enim to govorim, so tako moj, kako že ti sploh lahko živiš v svoji hiši in tu, kjer živiš. Ampak pač, ne vem, ful čuden feeling. Ful je odvisno. Se mi zdi, da eni imajo ful strah pred tem, tudi jaz imam sama strah pred tem, ampak ko pa sem se soočila s tem v življenju, pa meni ni bilo strah. Pač ful čudno, vam bom povedala med zgodbami, ok? Začela bom s prvo zgodbo, s katero sem tudi začela v tistem videu. Angleški bo linkan spodaj, ful stari, ampak kakorkoli. Prva zgodba je zgodba, ki je pač najbolj grozna, vsem najbolj zanimiva. To pa je bilo v moji hiši. Trenutno sedim v svoji sobi, Karla, verjetno vidite, ker sem vedno tukaj. Ko greš skozi vrata, so prva vrata na desno je dnevna, druga vrata na desno je od moje sestre soba in pa ravno od moje sobe je kopalnica. Torej bi imel zgornji štuk za sebe, v bistvu. Torej, vsako noč mi zračimo stanovanje, hišo, da se pač prezrači, da dobimo sveži luft, da se na vlaga nabira, bla bla bla, vse to, all the benefits. In pač moja sestra mislim, da bo v dnevni, tisti dan, ja. In sem se pač rekla, da bom odprla okne, pa ona rekla, da bo v dnevni odprla, pa pač če lahko ja še odprem v njeni sobi pa v kopalnici. In prvo sem odprla svojo okno, potem sem šla odpreti kopalnico in potem sem jaz šla v njeno sobo. Zdaj pa, njena soba je bila priprta, torej vrata niso bila popolnoma odprta in jaz sem šla v bistvu čisto normalno noter. Nisem pregledala kakega filma groznega, nisem gledala kakih videov, nič kaj takega. Dejansko sem gledala serije ali nekaj takega. Glavnem, šla sem v njeno sobo, odprla vrata, bila je noter tema, zaradi ker mi zračimo, ko je večer, da sploh poleti, ker pač drugače ful vroče postane hiši, teda ko je tema. In ko sem pač vrata odprla, sem jih odprla ful, kako mi grozno. In moja sestra je imela pri okni včasih poslo. In tam, ko ona ima poslo, ima tudi tako pisalno mizo in približno take velikosti, kar ima pisalna miza, je bila taka mala figura v obliki, pač mislim figura, pač punčka, dobesedno punčka. Bila je ful bela in kako grozno. Pač oblečena je bila v tak stara oblačila, imela kratke lase, mislim, da čope, pa bila je ful bela. V glavnem, oh moj god. Takrat, ko sem to videla, sem samo začela luč iskati in fora vem, da vedno, ko prijem noter, zdaj z zaprtimi očmi najdem luč, ampak takrat luči nisem našla, kar je tak pač strah, adrenalin, paranormal things, I don't know. Hodila sem prižgati luč in pač nisem mogla in ker sem bila tak čist sebe, sem se samo vrgla doma pot, pa sem začela ful histerično jogati in je moja sestra prišla v sobo
njeno, ne, in je pač prižgala luč in pa tako, kaj je narobe, omega, kaj je narobe, ne, in pač prej sem ji povedala, kaj je bilo, in logično so bili vsi tak. Ampak po drugi strani pa se mi samo zdi, da so mi verjeli, glede na to, da so videli, v kakem stanju sem bila, teda ne vem, zakaj bi se jaz to kar zmislila, tako da, pač ja, mogoče prividi, gledaj, se napravim, mogoče kakšna logična razlaga za tem, ampak ne more mi nekdo reči, da nisem videla to, kaj sem videla. Glede njene sobe, ne vem, če sem v tem videu, prejšnjem videu povedala to zgodbo, ampak tudi enkrat, sem hodila v moji sobi, in ko pač pogledam tako ravno ven, vidim njena vrata. In njeni sobi je bilo spet tema in je bilo tako, jaz vedno, ko vidim belo. In je bilo tako, da bi šla roko, kot da bi njel tako počasi pomahal. In je bilo tako fucking grdo. Pa pač prsti so bili. Škaj mislim? I don't know. Pač sama sebi ne znam razložiti, kaj se dogaja, oziroma kaj sem videla, ampak pač ja. Tudi imeli smo nekega bioenergetika, ki je bil v naši hiši in je rekel, da v eni izmed gornjih spalnic je negativna energija, kar mi je mama povedala pred 2 letoma, 1 letom, ko sem tisti video objavila. Predtem pa se ga nisem vedela. Tako da ja. Druga zgodba je zgodba, v kateri imam tudi sliko. Jep. Ko smo bila mala, ne vem, 5., 4., kaj te kjer je razred, glavnem, mogoče sem že bila 6. Šli smo k moji prababici na kosilo, tako smo šli vsako leto in smo sestro potem še prej skosila in smo bile v avto in čakala ato in mamo. V avto smo imeli ogledalo, ker ne vem, zakaj smo ga prevažali, gledam tam noter je ogledalo. In imeli smo sestro fotoaparat in me je pač Katja, moja sestra, slikala v steklo. Naredile smo ogromno slik in na eni je nekaj zraven. Jaz se ful smejim, ker mi je to ful smešno, že to zgodbo razlagam. Milijonkrat sem jo že razlagala in me je to samo smešno v bistvu. Glavnem, slika zgleda kot Harry Potter. Ne vem, zakaj zgleda kot Harry Potter. Ne vem, kaj je to. Ne vem, kako bi to razložila, ker pač je dobesedno obraz. Photoshopa ne znam upravljati, saj ne tako dobro, da bi to naredila. Ne vem, zakaj bi to naredila, ker je slika zelo stara, zelo grda, da ne vem, zakaj bi na tisto to photoshopala. Glavnem, moja sestra vam lahko potrdi, da je to 100% real. Ja, to je slika, ki je nekdo poleg, kdo, kaj, ne vem. Je pa moj ata mi potem rekel, da tisti avto, v katerem smo bile, ker je pač bil rabljen, mislim, da avto ali gume so bile v prometni nesreči, mislim, da gume, kateri je nekdo umrl. Pa tudi, če to ne bi bilo, ko pač, ja, it's weird. Če verjameš, če ne, jaz ne upravljam Photoshopa, come at me, bra. Sicer, mislim, da, ker sem imela novi računalnik, da me je slikala v računalnik, ne v ogledalo, ampak v računalnik. Ne vem, bilo računalnik in ogledalo, tega sem spomnila, ampak vem, da sem slikana v računalnik. Tako da, ja. Je pa še nekaj drugih zgodb, ki so se zgodile, ki bom mi zdaj povedala, ker pač tistem videu v angleščini ful bolj dolgo govorim, ful podolgo, ko pa zdaj to. Tako da lahko tukaj noter vključim še kakšno zgodbo. Ena zgodba, ki se je v bistvu dogajala pred parimi leti tudi. Nekaj časa se je televizija v zgodnji dnevni, torej pri meni in moji sestri vklapljala in je ono šumelo, ne? In je to bilo ful creepy, ker ko sem šla mimo se je to prižgalo, ne zmes pač, ko sem šla mimo. In pač vlada je to ful creepy, ampak creepy stvar pri tem je to, da je v tistem času umrl moj sosed in je moj ata rekel, da se je prišel posloviti. Glavnem, ja. To je ena stvar, kar pač glavno je stikalo v lokacijo, teda kako se je to zgodilo. Ne vem, ali je lučka crkla na glavnem stikalo, ampak pač ne. Teda to ne vem sploh. Potem ena zgodba je, ko sem bila mala, sem hodila na gimnastiko vedno peš in jaz sem ful vedno pozdravljala starejše ljudi, ful sva prijazna do vseh ljudi, ko sem videla, da sem vedno vse pozdravljala. In enkrat je neki gospod prišel k meni, mislim k meni, proti meni, in sem jaz spomenila tak, dober dan, in me je on tak ful čudno, še zdaj mi je tak, ful čudno me je tak pogledal, tak je bil v šoku,
Pa sem jaz pač mislila, ok, rude, pač jaz tečem dober dan, ti pa me samo pogledaš, ko sem prizadeta. Ne vem, tako sem mislila, kot da bi v šoku zaradi tega, ker ga neki mlad človek pozdravlja. To sem jaz mislila. Pa slučajno, čez nekaj dni sem bila pri moji babici na kosilo, ker smo pač vedno tja hodili. In sem gledala časopis, kar jaz nikoli ne gledam. Nikoli. In je bil v smrtnici tisti gospod. Da je umr, pač, glavnem, umr je preden sem jaz njega videla. Ja, lahko je imel dvojčka, vem, ampak sam povem vam, ok? In pa zadnja zgodba, ki jo imam zdaj trenutno v glavi, pa je to, kaj se mi je dogajalo zadnji 2 leti. Ja, od začetka 4. letnika se mi je dogajalo, zdaj pa bom šla na faks, torej pred 2 letoma. Sicer zdaj se mi več na to tako pogosto dogaja, ampak ok. Moram spet malo backstoryja. Jaz se vedno ful spomnim svojih sanj. Ko sem mala, sem vsako noč vedela, kaj sem sanjala, pač ful dobro spomnim svojih sanj. Zadnji 2 leti se ne spomnim skoraj nič. To je prva stvar. Kaj se je dogajalo? Nekaj časa, ko sem imela posel na drugi strani, nisem mogla zaspati, ker se mi je zdelo, da je nekdo tam in sem videla tako temne sence, pač ko se je premikalo po sobi. In od takrat sem jaz imela vsako noč nočne more. Nisem se jih točno spomnila, ampak sem se zbudila in me je bilo ful strah, pač ne vem, osnovno razložiti tisto, ko se zbudiš po nočni mori, ko te je pač ful strah. Nisem upala zaspati, nisem upala nič. Nisem se točno spomnila, kaj sem sanjala, včasih sem se spomnila, kaj sem sanjala, pa ni bilo vedno tisto nočno mora, da te nekdo hoče ubiti ali pa nekaj ful groznega, ampak splošno neprijetni trenutki, ne vem. Pač da sem, ne vem, da sem zamudila na maturo, da nisem šla pisati mature, da nisem šla v šolo, da nisem šla na nek sestanek, da nisem šla delat, da nisem šla zdravniku praviti cajt, pač da sem zamudila, da je bilo nekaj ful pomembnega. Vedno neke take stvari, potem tudi to nočne more, da so nekoga ubili, da so umrli moji družinski člani, da je Lukas umr, pač take stvari. In to se mi zdaj skozi dogajalo, še zdaj se večkrat zbudam s tem neprijetnim občutkom, san pa se več ne spomnim nič, kar je meni, ne razumem točno zakaj, in je ful na živce, ker pač jaz sem se moj san spomnila skoraj vsako noč, pač dobesedno. Zdaj pa vam ne znam povedati, kaj sem sanjala. Ne vem na zadnje, kdaj se spomnim, kaj sem sanjala, pač to mene ful moti, kar jaz zdaj govorim, da je povezano z duhovi, z neko energijo, bla bla bla, sem pač to je taka stvar, ki me ful živčno dela, da se ne spomnim svojih sanj. Teda ja, to je to za ta video, ni bil ful nekaj dolgi, ful sem ga skrčila, ker toto zgodbo sem že povedala milijonkrat, hotela sem jih povedati bolj na tak light, srečen način, ker vem, da ko je teh zgodov govorim, mi ful dost piše, da jih je ful strah, da zdaj sem vam povedala na malo bolj zanimiv način, na malo bolj vesel način, da boste videli, da če mene ni strah, vas tudi ne rabi biti. Od mojega soseda babica mi je dala enkrat ful dober nasvet in sicer rekla je, ker sem se pač to, ko smo malo pogovarjali in sem z mojim sosedom dostkrat hodila tam po pokopališču pa to, pa je pač rekla, da se mrtvih ljudi ne rabimo bati, se moramo bati živih. Kar je ful res. Kaj me je bilo strah, je bilo to temne sence, ker jaz sem vedno prej videla svetlo in svetlo je vedno nekaj dobrega, se tako pač povežeš s svetlobo. Medtem ko to, ko sem videla temno in so bili bolj povezane z nočnimi morami, pa mi ni bilo najbolj všeč ta ideja. Hvala, da ste gledali ta video, če vam je všeč, ga lajkajte, lahko se naročite, lahko mi sploh napišite ideje za video, lahko mi povejte vaše paranormalne zgodbe, če ste hejter, pa nijete kaj bolj pametnega delati z življenjem, kot pa mene napadati, lahko tudi to. Ok, dia. Oh, I'm gonna get so much hate for this. I'm ready, come at me. What?